Moram reči, da se mi zdi ta tematika, ki je bila letos izbrana, poseben izziv in upam, da bo tudi za vas tako. Poskusil bom v približno 50 minutah izpostaviti nekatere značilnosti, ki jih je treba upoštevati, ko govorimo o prijateljstvu med Bogom in človekom, da bi potem lahko stekel tudi pogovor. Če pa se komu zdi možno, da se vključi že prej, ste zelo dobrodošli. Meni je veliko lažje razlagati kakšno besedilo v dialogu, kakor v monologu. Ko govorimo o prijateljstvu med Bogom in človekom, se takoj postavlja pomembno metodološko vprašanje. Namreč vprašanje, na kakšni osnovi mi lahko sploh govorimo o prijateljstvu med Bogom in človekom. Ko govorimo o prijateljstvu med ljudmi, potem nam pride marsikaj na misel. Recimo splošna ugotovitev, da je pravih prijateljev malo, da se pokaže, kdo je resnično prijatelj šele v stiski in potem dolgoročni perspektivi, da prijateljstva ne moreš naročiti, ampak se zgodi kot neka milost. Ampak hkrati vemo, da je prijateljstvo med ljudmi časovno omejeno, smrtjo se konča in vera v posmrtno življenje pa omogoča prepričanje, da tako prijateljstvo, ki je obstajalo na zemlji, če je bilo popolno, obstaja naprej, tudi v večnosti. Ampak to ne zaradi naše izbire, ampak zaradi neke višje avtoritete in milosti, to je zaradi Boga stvarnika in odrešenika, ki posega v zgodovino od stvarjenja naprej. Ali lahko na tej osnovi, na osnovi izkušnje o prijateljstvu med ljudmi govorimo o prijateljstvu med Bogom in človekom? Na to vprašanje bi različni teologi različno odgovarjali. Nekateri že v načelu izpostavljajo tezo, da nobena naša izkušnja v omejenem svetu ni primerna za aplikacijo na govorjenje o Bogu. To se pravi, da ko govorimo o prijateljstvu med ljudmi, vemo približno, kaj vse je treba upoštevati, med drugim enakost, spoštovanje do druge osebe in tako dalje. Ampak to je tudi vse. Mogoče omenim še primer, da mi je enkrat en frizer, medtem ko mi je strigel, začel razlagati, kako je spoznal svoje dekle. Pravi, da je imel prometno nesrečo in je v tem poklical in da je takoj v 5 minutah prišla nasproti in pravi, s tem sem se prepričal, da je to prava oseba, da jo je lahko zbral z dobrim občutkom in je potem rekel, da je se tako pokazalo tudi v življenju. Če gremo zdaj nazaj na to primerjavo, človeško-božje prijateljstvo, potem se zgodi, da srečamo pomembne mislece, med drugim recimo največjega judovskega filozofa, ki je veliko govoril
pisal o tako imenovanih atributih Boga, da nobeno ime ali oznaka Boga ne ustreza bistvu Boga. In zato njegov pristop označujemo kot negativno teologijo. Tomaž Akvinski pa je poznal njegova stališča in je tudi razvil svojo razlago in je pri tem izpostavil princip analogije. In za razliko od Maimonida izpostavlja, da je čisto realno govoriti o Bogu na način, kakor govorimo tudi o človeku. No in potem tako pridemo do zanimivih izkušenj, najbolj v zvezi z izkušnjo o ljubezni. Visoka pesem je v judovskem izročilu in potem tudi v krščanstvu ena od osrednjih knjig Stare zaveze. V judovskem tradiciju poznamo celo judovskega učenjaka 2. stoletja Rabija Akiba, ki je dal izjavo: svetopismo je sveto, visoka pesem je najsvetejše. Kol hatovim kodašim, šir haširim kodeš kodašim. Ampak zakaj je tako zelo izpostavil visoko pesem? Že takrat je bilo v ospredje prepričanje, da visoka pesem dejansko govori o ljubezni med Bogom in človekom, ne toliko o ljubezni med fantom in dekletom. To se pravi, je že bila v veljavi tako imenovana alegorična razlaga. In to pomeni, da Bog ostane subjekt kot samo eden v ednini, na drugi strani pa imamo skupnost, ali judovsko skupnost sinagogo, ali človeško skupnost, recimo cerkev. V celi judovski krščanski tradiciji je tako. In to postane model za v bistvu vse vidike odnosa med Bogom in človekom. In na prvo mesto moramo postaviti vprašanje terminologije. Ko gremo skozi svetopismo Stare Nove zaveze, vidimo, da je izredno malo tekstov, kjer se sploh pojavi beseda prijateljstvo, da je recimo Bog prijatelj človeku ali obratno. Eden od takih primerov je 2. Mojsesova knjiga, 33. poglavje, kjer imamo stavek, ki pravi, da je Mojses na gori govoril z Bogom iz obličja v obličje, kakor človek govori s svojim prijateljem. Tukaj imamo besedo prijatelj. Ampak malo pozneje pa v istem poglavju beremo: nihče ne more stopiti pred Božje obličje, ne da bi umrl. In je zdaj veliko vprašanje, kako je to mogoče. Po eni strani poudarek skoraj neke vrste enakosti med Bogom in recimo Mojsesom, po drugi strani pa poudarek, da nihče ne more gledati Božje obličje, ne da bi umrl. In mislim, da je ključ za razlago tega nasprotja v tem, da je Mojzes bil poklican po Božji milosti, da ga je Bog povabil k sebi in mu dal to možnost, da se je z njim srečal iz obličja v obličje. Ko pa kdorkoli izhaja iz
tega principa prijateljstva, kako da je to nekaj samoumevnega, pa tvega predrznost. To se pravi, na prvo mesto moramo postaviti torej neprimerljivost Boga in človeka, ko gre za prijateljstvo. Prijateljstvo je možno zato, ker to hoče Bog kot stvarnik, odrešenik in kliče posameznika na eni strani ali tudi celo ljudstvo, sklene zavezo in daje pobude, za to zagotavlja svojo navzočnost, zagotavlja vzpostavljanje pravičnosti. Bog je vedno na strani šibkih, ampak zelo obsoja, strogo kaznuje predrznost. Predrznost, ošabnost, to je glavni greh skozi celo svetopismo. In to pomeni, da moramo takoj, ko govorimo o možnosti dialoga med Bogom in človekom, še zlasti, ko govorimo v smislu dialoga med Bogom in človekom z občutkom prijateljstva in ljubezni, tista zadnja vsebina prijateljstva je itak ljubezen, moramo upoštevati vzvišenost Boga. Bog pa je pripravljen, da se približa človeku, veliko tekstov govori o tem, ne pusti pa, da bi človek ravnal predrzno in kakorkoli neodgovorno v odnosu do Boga. No in tako lahko pridemo do različnih vidikov govora o prijateljstvu med Bogom in človekom, začenši z principom izvolitve. Bog izvoli posameznike zato, da bi bili nosilci Božjega razodetja za celo skupnost, izbere izraelsko skupnost za zavezo, pa ne samo zaradi Izraela izvoli zato, da bi bil posrednik Božjega razodetja za vse človeštvo. Bog se torej razodeva vsem narodom, zato naroča na različne načine naj posamezniki in Izrael kot tak oznanjajo Božjo slavo vsem narodom. V novi zavezi potem Jezus posebej naroča svojim apostolom, naj oznanjajo Božje kraljestvo vsem narodom. To se pravi, da imamo v principu prijateljstva med Bogom in človekom zasidrano pravilo misijonske dejavnosti. Zavest, da se Bog približa nam, je tako pomembna, da čutimo kot samoumevno poklicanost čisto vsi, da delujemo misionarsko, da to spoznanje širimo med vsemi v svoji okolici in celo v celotnem narodu. Mislim, da je zelo pomembno, da mi čutimo in razmišljamo univerzalno, zato ker je Bog samo eden, kliče posameznike zato, da bi prinesli Božje razodetje vsem. Bog je prijatelj za vseh in zato mi lahko živimo iz prepričanja, da na osnovi Božjega razodetja, Božje milosti, približevanja Boga nam, gradimo tudi vse medčloveške odnose. In ko gremo nazaj na prijateljstvo med ljudmi, potem lahko rečemo tudi, če se prijateljstvo med dvema osebama recimo konča s smrtjo, se nadaljuje zato, ker Bog tako hoče. Bog je tisti, ki je ustvaril svet in človeka po svoji podobi z neumrljivo dušo, da omogoča tudi to, da prijateljstvo postane resnično
ne samo na neki čustveni ravni, zgolj časovni, ampak postane nekaj večnega. Ta odnos dialoga, ki predpostavlja spoštljivost in ob vsej veri, da se Bog resnično približuje, čeprav po drugi strani drži, da ostane nekam daleč od vsega menljivega, pa se pojavlja na različne načine v Svetem pismu. Sveto pismo ni knjiga nekih filozofskih rekov, premis, le tu in tam najdemo še največ modrostne literaturi, tudi refleksije in posamezne reke, recimo pregovorih, ampak to je sorazmerno mali delež Svetega pisma. V stari Novi zavezi je težišče na zgodbah, na osebnih izkušnjah, recimo na izkušnjah zlasti v knjigi Psalmov, proroških knjigah in na različne načine, različne osebnosti pričujejo o tem, kako se v nekih posebnih okoliščinah Bog razodeva ljudem na različne načine, včasih čisto nevidno. Imamo primere, ko je rečeno, da je Bog nekako v ozadju. To je takšen primer Jošefova zgodba. Kdaj drugič pa, da direktno posega v dogodke, zelo pogosto v primerih predrznosti, ko je rečeno, da bo Bog posredoval in kaznoval predrzne ljudi ali narode. In zelo lep primer pristopa v literarni obliki pa je že zgodba, ki govori o posebnem odnosu med Bogom in Abrahamom. To je prvi Mojzesovi knjigi. Bog pokliče Abrahama iz Ura na Kaldejskem in mu kar naprej zagotavlja svojo navzočnost, svoj navdih, pooblašča ga za posebne naloge in med drugim mu sporoča, kaj se bo zgodilo s Sodomo in Gomoro zaradi predrznosti v odnosu do gostov, ki pridejo tja. In zanimivo, da poudarja, da mora to razodeti Abrahamu. To se pravi, ima zato, ker je izvolil čist poseben prijateljski odnos do njega. Ampak kljub temu, da se Abraham zaveda tega, da Bog pristopa kot prijatelj, govori zelo previdno, zelo spoštljivo in to potem postane neke vrste model za biblični pristop kot takšen. Da bi pa prosil, če bi pa Lucija prebrala to besedilo. To smo pozorni predvsem na to, kako Abraham znova in znova poudarja, ali sploh sme svoje stališče izraziti pred Bogom. Zdaj so se možje odpravili in gledali proti Sodomi. Abraham pa je šel z njimi, da bi jih pospremil. Gospod si je rekel, ali ne skrivam pred Abrahamom, kaj nameravam storiti. Iz Abrahama bo vendar nastal velik in mogočen narod in v njem bodo blagoslovljeni vsi narodi zemlje. Izbral sem ga, da bo zapovedal svojim sinovom in svoji hiši za njim, naj se držijo Gospodove poti in ravnajo v skladu s pravičnostjo in pravico. Tako bo Gospod izpolnil Abrahamu, kar mu je obljubil. Gospod je rekel, upitje iz Sodome in Gomore je res silno, njihov greh je izredno težak. Stopil bom dol, da vidim, ali so res počeli vse tisto, o čemer govori upitje, ki prihaja do mene, ali ne. Izvedeti hočem. Moža sta se obrnila in odšla proti Sodomi, Abraham pa je šel
Abraham pa je šel stal pred Gospodom. Abraham je pristopil in rekel: Ali boš res pokončal pravičnega s krivičnim vred? Mogoče je v mestu 50 pravičnih. Ali boš tudi te pokončal in ne boš prizanesel kralju zaradi 50 pravičnih, ki so v njem? Daleč naj bo od tebe, da bi ti storil kaj takega, da bi pobil pravičnega s krivičnim vred, da bi se enako zgodilo pravičnim kakor krivičnim. Daleč naj bo od tebe. Ali ne bo sodnik vse zemlje ravnal pravično? Gospod je rekel: Če najdem v Sodomi 50 pravičnih med meščani, bom prizanesel vsemu kraju zaradi njih. Abraham pa je rekel: Glej, jaz, ki sem prah in pepel, sem si dovolil govoriti z Gospodom. Mogoče jih je 50 in pravičnim manjka 5. Ali boš zaradi teh 5 uničil vse mesto? Rekel je: Ne bom ga uničil, če jih tam najdem 45. Pa je spet spregovoril in mu rekel: Mogoče se jih tam najde 40. Odgovoril je: Ne bom storil tega zaradi teh 40. Pa je rekel: Naj se Gospod ne jezi, če govorim, mogoče se jih tam najde 30. Rekel je: Ne bom storil tega, če jih najdem 30. Rekel je: Glej, dovolil sem si govoriti z Gospodom, mogoče se jih tam najde 20. Rekel je: Ne bom jih uničil zaradi teh 20. Abraham je rekel: Naj se Gospod ne jezi, če spregovorim še tokrat, mogoče se jih tam najde 10. Odgovoril je: Ne bom jih uničil zaradi teh 10. Gospod je potem, ko je nehal govoriti z Abrahamom, odšel. Abraham pa se je vrnil v svoj kraj. Ta spoštljivost, ki jo izraža Abraham, ko govori z Bogom, je zelo pomemben vidik v tem besedilu in na različne načine vsi, ki imajo to zavest, da so poklicani za neke posebne naloge, na svoj način to tudi izražajo. Ampak Abraham, ki je bil poklican po Božji milosti, da ima poseben odnos z Bogom, zato da je lahko posrednik Božjega razsodetja za njegov zarod, je moral prestati med drugim najtežjo preizkušnjo, ki si jo sploh lahko predstavljamo. V 22. poglavju 1. Mojsesove knjigi beremo o tem, kako je Bog skušal Abrahama in mu naročil, naj daruje svojega sina, edinca, ki ga je dobil po čudežu. In Abraham brez ugovora sledi Božjemu ukazu, je pripravljen darovati tudi svojega sina edinca, brez pričakovanja utemeljitve, da Bog to od njega pričakuje. In potem, ko se doseže višek, ko je Abraham zvezal svojega sina na oltar, da bi ga daroval, zvezal, to je zelo pomemben vidik te zgodbe, tako pomemben, da se judovska tradicija v tem besedilu imenuje akeda, pomeni zvezanje. Recimo, da se vprašam, zakaj je to tako pomembno, da ga je zvezal, morda zato, da mu ne bi pobegnil. Tako zelo je bil pripravljen, da v Boga Božjemu naročilo. In potem se zgodi, da pride Božji glas, naj tega ne stori, kajti zdaj je spoznal, da je Abraham resnično pripravljen žrtvovati celo svojega sina in zato bo v blagoslov svojega ljudstva in vseh narodov. Kaj lahko iz tega razberemo?
prijateljstvo med Bogom in človekom je možno, ker Bog to omogoča, ampak postavlja tudi pogoje za človeško stran. In sicer prepričan je, da je Bog res eden, absoluten, da je svet in da ga moramo torej častiti in se mu približevati s vso spoštljivostjo. In eden izmed temeljnih pojmov, ki označuje ta odnos, je pokorščina. Bog kot prijatelj človeštva in posameznih izbranih oseb zahteva pokorščino in sicer ne kakršnokoli, ampak absolutno pokorščino. Kajti pripravljenost ubogati Bogu pomeni vero, da Bog že ve, zakaj nekaj zahteva. Meni se delo zelo zanimivo, ko sem prebral en članek, sicer iz filozofske narave, iz ene ameriške revije, ki so ga napisali študentje znanega filozofa Ludwiga Wittgensteina v Cambridgeu. Wittgenstein je prišel iz Dunaja na Cambridge, je bil največ časa profesor tam in je v nekem predavanju govoril o tem, kako vsak pojem, ki izraža duhovne vsebine, zlasti te absolutne duhovne vsebine, pomeni neke vrste tekmo z jezikom. Nikoli ne moremo čisto ustrezno izraziti to, kar predstavlja Bog kot oseba in njegovo delovanje. No in potem na koncu se razvije pogovor in profesor Wittgenstein vpraša svoje študente, katera varianta se jim zdi bolj sprejemljiva, da ubogamo Boga zato, ker razumemo, zakaj Bog nekaj zahteva, ali varianta ubogamo Boga, čeprav ne razumemo, zakaj nekaj Bog od nas zahteva. No in kakšen je bil večinski odgovor? Katera varianta je boljša? Da ne razumemo. No, zanimivo. On je pa ugotovil, da je večina menila, da zato ubogamo, ker razumemo, zakaj Bog nekaj zahteva. In on pravi, da to ni napačna razlaga, vendar ni najboljša, obstaja še boljša. In sicer ta druga, da ubogamo, če tudi ne razumemo, zakaj Bog nekaj zahteva. In tak primer je ravno ta zgodba o izkušanju Abrahama. Potem pa gremo naprej, pa pogledamo, kako je z drugim izbrancem prve kategorije v Stari zavezi z Mojzesom. Mojzes doživi razodetje Boga v gorečem grmu, to je druga Mojzesova knjiga govori o tem. In bistvo tega razodetja je opozorilo Boga, da naj se sezuje, ker stoji na sveti zemlji. Bog se mu razodene kot sveti Bog. Ta vidik se znova in znova poudarja. Recimo pri Izaiji 6. poglavju celo 3-krat, svet, svet, svet je Gospod in tako dalje. Potem imamo Psalm 99, 3-krat se ponovi, Bog je svet. Božja svetost je najbolj poudarjena. To je tudi osnova vseh božjih kreposti, vseh lastnosti, ki so pozitivne. In to Mojzes nekako v bistvu razume in se da voditi, ko se
uresničuje Božji načrt, da zatirano judovsko ljudstvo iz egiptovske služnosti privede v obljubljeno deželo. In vse te zgodbe od 2. do 5. Mojzesove knjige govorijo o posebnem odnosu med Bogom in Mojzesom. Med drugim imamo tudi primere, ko dobijo tisti, ki dvomijo v posebno avtoriteto Mojzesa, po Božji izvolitvi, ne po njegovi volji, to oporekajo. Bog je Abrahama izbral za posebno nalogo, zato ga zajema, da uporabimo naš način izražanja za posebnega prijatelja. Spet pridemo do tega, da o prijateljstvu govorimo brez neke osnove na semantični ravni, ker se beseda prijatelj skoraj nikjer ne pojavlja. Potem druga, naslednja oseba, ki je izredno izpostavljena v Svetem pismu Stare in potem tudi Nove zaveze, je pa kralj David. David je med drugim zagrešil zločin dvojne vrste, zakonolom in uboj moža Batšebe, ki jo je potem pozneje poročil. Ampak tradicija govori o tem, da je vse življenje delal pokoro za to, zato se njemu pripisujejo tudi vsi spokorni psalmi in iz tega lahko razberemo, da je bil njegov odnos do Boga podoben, kakor je bil odnos egiptovskega Jožefa. Če se spomnite zgodbe egiptovskega Jožefa, to je mlajšega Jakobovega sina, ki je ves čas verjel, da Bog stoji za njim, in je večkrat v besedilu rečeno, da je Bog dejansko bil z njim in mu omogočal uspešno razreševanje različnih problemov. Tako tudi Abraham ves čas verjame, da je Bog z njim, da ga je poklical za posebno nalogo in pri vseh svojih napakah ohrani vero, da je treba absolutno zaupati Boga, vse stavljati na njega, in samo to razloži, zakaj je potem David postal celo podoben prihodnjega Mesija. Še danes ljudje pričakujejo, da bo iz Davidove dinastije prišel Mesija. V krščanstvu vemo, da je v evangelijih na začetku zelo poudarjeno, da je Jezus iz Davidove dinastije. Zakaj je to tako pomembno poudariti? Je skrivnost, čeprav vemo, da je Jezus počet po Svetem Duhu, se vendarle Bog tako približa človeški sferi z odločitvijo, da pošlje svojega sina, da se vse dogaja z zavestjo, da se uresničuje Božji načrt v okviru Davidove dinastije. David je torej izbran čisto posebne naloge, ima torej izreden pomen tudi za razumevanje Nove zaveze, za razodetje preko Božjega sina, in zato bi lahko spet rekli, čeprav ne najdemo besede prijateljstvo med Bogom in Davidom, da obstaja čisto poseben prijateljski odnos med Bogom in Davidom.
No, potem pa zanimiv primer iz preroške literature, ker imamo zelo omejen čas, se ne moremo lotiti večjega števila besedil, bi izpostavil en primer. In sicer Jonova knjiga, sama po sebi malo komične narave, ampak ima izredno globok pomen. Namreč poleg razodevanja vsebin, tukaj pride do veljave tako imenovani pedagoški božji pristop. Upošteva se dejstvo, da je tudi vsak prerok, ki je poklican, omejeno bitje, ima omejeno razumevanje Boga, ampak to ni usodno, dokler zaupa v Boga, zaupa, da mu Bog prihaja nasproti kot prijatelj, mu razodene, da razume marsikaj boljše in torej ne vztraja pri svoji poziciji. Torej, spet pridemo nazaj, ima popolnoma zaupljiv odnos. Jona je poslan v Ninive, v pogansko mesto, da razodene bistvo božjega odnosa do človeka, to je usmiljenje. Za človeka ni usodno, če je omejeno, pa tudi grešno bitje, dokler se tega zaveda in poskuša priti iz te situacije, ne svojo močjo, ampak s prošnjo za božjo pomoč, in potem sodeluje z Bogom, to je pri prerokih posebno pomembno, da prerok sprejme božje vabilo kot posebno pomembno poslanstvo in ga tudi brezpogojno izpolni. No, tukaj ta zgodba pa na koncu razloži, zakaj Bog vztraja pri tem, da Jona pride v Ninive med pogane in jim oznanja, da bodo propadli, če se ne bodo spreobrnili. On se upira in ko končno vendarle po ponovnem božji zahtevi pride tja, se pogani spreobrnejo in se jih Bog zaradi tega usmili. No, in na koncu imamo razlago, ki je pomenljiva, ki govori o tem, kakšen Bog v resnici je. Ni samo vsemogočen stvarnik, ni samo tisti, ki vodi zgodovino, ki nam daje neke splošne navdihe, umske narave, ampak je predvsem tisti, ki gre preko vseh omejitev človeštva in je po svoji definiciji usmiljen Bog. Pravi, preden govorimo o božjem usmiljenju, govorimo o božji milosti. Bog je tisti, ki deli milost, ne glede na to, ali je nekdo v bistvu svetnik ali pa zaznamovan z neko grešnostjo. Ta milost se pa najbolj jasno kaže, ko pride nasproti tudi grešnemu človeškemu bitju in ga kliče k spreobrnitvi, zato da ga reši. Pa bi prosil, če bi prebrali to zadnje 4. poglavje Jonove knjige. To se je Jonu zdelo zelo hudo in se je jezil. Molil je Gospodu in rekel: O Gospod, mar ni bil to moj razlog, ko sem bil še v svoji deželi? Zato sem pohitel, da bi zbežal v Taršiš, kajti vedel sem, da si milostljiv in usmiljen Bog, počasen v jezi in bogat v obroki in se kesaš hudega. Zdaj torej, Gospod,
Vzemi, prosim, moje življenje od mene, ker je bolje zame, da umrem, kakor da živim. Gospod pa mu je rekel, je var prav, da se jeziš. Jonak pa je šel iz mesta in sedel nasproti mestu za vzhodne strani. Tam se je naredil šotor in sedel pod njim v senci, da bi videl, kaj se bo zgodilo z mestom. Gospod Bog pa je določil ploščevec, ki je zrasel nad Jona, da bi mu bil za senco nad glavo in da bi ga iztrgal iz njegove žalosti. Jona se je ploščevca zelo razveselil. Bog pa je določil črva, ko je naslednjega dne vstala zadnja in ta je pičil ploščevec, da je usahnil. Ko je nato šlo sonce, je Bog določil žgoč vzhodni veter in sonce je pikalo v Jonovo glavo, da je medved. Želel je svoji duši smrt in rekel, bolje je zame, da umre, kakor da živi. Gospod pa je rekel Jonu, je mar prav, da se jeziš zaradi ploščevca? Rekel je, prav je, da se jezim do smrti. Gospod pa je rekel, ti žaluješ zaradi ploščevca, ki se nisi trudil zanj in ga nisi gojil. V eni noči je nastal in v eni noči je izginil. Jaz pa naj ne bi žaloval zaradi Ninive, velikega mesta, v katerem je več kot 120.000 ljudi, ki ne znajo razlikovati med svojo desnico in svojo levico, in toliko živine. No, hvala lepa. No, tukaj vidimo, kako Bog postopa, da govorimo po naše pedagoško, da pokaže svojo potrpežljivost z opornim prerokom, zato ker mu naroča nekaj, kar je veliko pomembnejše, kakor se njemu zdi. To, da prinese sporočilo o vašem usmiljenju drugim narodom in zato ga tako rekoč prisili k temu, čeprav ugotavlja, da ne dojame točno, zakaj je Bog predvsem usmiljen, nepravičen po naših merilih, ampak usmiljen. No, in to je tudi temeljno sporočilo praktično v celotne preroške literature. Med preroki najdemo ogromno vsebine, ki nekako pokriva to vprašanje razmišljanja odnosa med Bogom in človekom v smislu prijateljstva. Recimo primer Jeremija, ki v 20. poglavju izraža svojo stisko zaradi preganjanja in med drugim pravi, da nekako želi, da ne bi govoril o Bogu, ker je to razlog nekih upornosti njegovega ljudstva in tega samo trpi. In potem ugotavlja, da je to lahko trenuten občutek, v resnici pa se to ne more zgoditi, kajti v njem je kakor goreč ogenj, mora govoriti, kar to se pravi, tako globoko v sebi čuti Božji glas, razodetje, izvolitev, da ve, da mora govoriti o njem, da gre za absolutno biti ali ne biti človeka. No in glasni preroki so sami dojemali in tudi oznanjali brezpogojno Božjo ljubezen. Recimo še najbolj poglobljeno teološko prerok Ezekijel. In prepričan je, da Bog ne more v polnosti uresničiti vseh zahtev postave, ker je omejeno bitje, zato Bog presega vse te meje in mu pomaga, mu tudi prizanaša, zato ker je edini cilj Božjega razodetja je popolnost,
jo lahko dojamemo v smislu celotnega kozmosa, popolnost celotnega stvarstva, zato je govor tudi novem nebu, novi zemlji, in popolnost v človeku kot posamezniku. No in ta dediščina stare zaveze, ki poudarja brezpogojnost Božje ljubezni, Božjega prijateljstva, potem postane vodilna teološka misel cele nove zaveze, posebno pri apostolu Pavlu, ampak imamo čudovito besedilo v tako imenovani duhovniški molitvi Janezovega evangelija, pa bi še to prebrali, potem lahko preidemo v pogovor, da vidimo, kako resnično je spoznanje, da mi lahko govorimo o prijateljstvu med Bogom in človekom, samo ko nam je jasno, da to ni samoumevno, ampak da je to odločitev Boga, ki je absoluten in je omogočil ta največji čudež, ne samo stvarjenja sveta kot takega, kot pravi tudi vidno še nekaj mestu, samo dejstvo, da svet obstaja, je čudež, ampak znotraj tega čudeža, čudež človeka, ki je ustvarjen po Božji podobi in se ga zato Bog hoče znova in znova usmiliti in ga kliče k sebi. Toda ne prosim samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vam. Da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi. Da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si mi ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno. Jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si mi ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil v njih in bom jaz v njih. Tako, hvala. S tem bi končal s tem uvajanjem v te razne vidike, ki jih je dobro upoštevati, da bi doumeli, kako pomembno je to govorjenje o prijateljstvu z Bogom in človekom, čeprav nimamo besedišča, ki bi izrazili prav to, kar mi izrazimo s to besedo, imamo pa zato toliko širši spektrum in toliko večje globine same resničnosti prijateljstva, ki obstaja med Bogom in človekom.